Nadaljuje se odštevanje, stopnjuje se napetost, spet se pripravlja nekaj velikega, nogometni dogodek, ki bo težko kogarkoli pustil ravnodušnega. In v tem predvsem medijskem in navijaškem vrvežu so treningi na Brdu pri Kranju kot nekakšno zatišje pred viharjem. Tako rekoč običajni prizori klasičnega programa priprav, ki pa so takšni samo na zunaj, kajti misli akterjev so seveda prežete z dejstvom, da jih čaka dogodek leta. Sigurno vemo, da je kam nas dober rezultat na delih tekmah vodi. To sigurno vedo vsi. Vrače pa mislim, da so priprave na tekme bodo enake kot vedno, saj smo vsako tekmo zdaj vzeli resno in tako bomo tudi te dve. Nekaj pozitivne nervoze, ki bo tako ali drugače prisotna v mozaiku čustev, bo reprezentanca odnesla tudi na igrišče Arene Lvov oziroma prihodnji torek v nabito poln Ljudski vrt. Tik pred odhodom na prvo prizorišče novega epskega boja za nov nastop med elito se pogledi vse pogosteje zaustavljajo tudi pri tekmecu. Ukrajina ni med top evropskimi reprezentancami, je pa nogometna velesila, ki pa doslej Slovenije še ni premagala. Recept je tudi tokrat podoben. Možnosti bodo dobre, če bomo bili mi pravi, če bomo izkoriščali njihove napake in delali čim manj napake na naši strani in v bistvu tekaško in zborbo v bistvu se zoperstavili. Rekovajih rečeno se bo treba stepsti z njimi. Dobro, to smo navajeni, tako da jaz sem, kot sem že rekel prej, da vsak igralec, ki bo stopil na igrišče, mora dati 110%, tako da to bomo sigurno dali in normalno z našimi navijači, ki nas bojo vodili, da probamo v teh dveh tekmah narediti to, kaj si vsi želimo. Ko bo zelo težko za nas, ampak mislim, da se bomo za en teden skoraj, ko ga imamo dobro pripravljeni na tekmo in dobro trenirali, dobro analizirali tekme od Ukrajine, ta zadnje in potem bomo dobro pripravljeni v tekmo šli in upam, da bomo dober rezultat naredili tam. Ukrajina je v svoji kvalifikacijski skupini osvojila 3. mesto za Španijo in Slovaško. Doslej je na Euru nastopila enkrat leta 2012, ko je bila soorganizator. Na mundialu leta 2006 v Nemčiji se je prebila do četrtfinala, kjer jo je premagal poznejši svetovni prvak Italija. Vemo, da so ekipa, ki ne bo obupala do konca, tako da imajo sigurno dobre igralce, ki veliko tečejo, so veliko agresivni in sigurno imajo kvalitetne igralce, ki so tudi 1-1, sigurno te naprej igralci so vrhunski 1-1, tako da, ampak dobro, ekipno delo mora biti pravo, ekipno delo naše mora biti pravo, tako da bomo lahko zaustavili tudi njihove najbolj nevarne igralce. V navijaških krogih in v medijih se stopnjuje tudi ugibanje, kakšno igro je pričakovati na prvi tekmi, ko bosta morda ekipi kljub vsemu najprej malce potipali svojega tekmeca. Bo torej v ospredju več taktičnega nadigravanja. Konec koncev sem razmišljal, kakšna tekma še bo. Se pravim, imamo še 5 dni, da se v bistvu dobro pripravimo, da tudi na treningih uigramo maksimalno in da bom rekel, da se zoperstavimo njim tako, kot treba. Mi smo pokazali že, da v bistvu proti nekim reprezentancem, tudi ki igrajo nogomet, da znamo dobro stati, da smo mogoče imeli na koncu malo problemov proti manjšim reprezentancem, ampak glede na to, da so oni zelo dobra reprezentanca, mogoče bo to našlo na roko. Ne smemo popuščati do zadnje minute, gremo na polno, na vse nič. V tej reprezentančni generaciji ni igralcev, ki bi že imeli izkušnje z ukrajinsko izbrano vrsto. So se pa posamezniki že srečali v mlajših selekcijah in seveda na klubskem nivoju. Konopljanka je član Sevilje, Rene Krhin je njegov tekmec v dresu Granade. Mislim, da vsi vemo, za kakšna igralca gre, tako da sigurno smo tudi pripravili na njih, gledali videa in jih dobro spoznali. Kakšno prvo tekmo lahko pričakujemo, bolj zaprto, trdo? Koliko sem gledal konkurence proti Španiji, so zelo napadali, tako da mislim, da ne bo preveč zaprta tekma z nobene strani. Mislim, da bo dobro tekma za gledati. Še bolj nehvaležna kot vprašanja o taktičnih rešitvah so tista o rezultatu, ki bi bil še sprejemljiva popotnica na torkovo povratno tekmo v Ljudski vrt. Ne pozabimo, Ukrajina je res da 36 mest više na rang lestvici, na 4 medsebojnih tekmah pa 2 remija in 2 zmagi Slovenije. V Ukrajini dovolj remi? Ne bom nič govoril, kaj je dovolj. Nikoli se ne predamo, tudi če bomo izgubili prvo tekmo. Tudi če bomo zmagali prvo tekmo, še ne bo konec. Tako da, kakorkoli bo rezultat, vedno še obstaja tista druga tekma domača s podporo občinstva in
vsi že nestrpno čakamo tisto prvo in pa seveda drugo tekmo. Tudi kapetan ve, da danes ni čas za izzivanje z napovedmi. Ne vem, bomo videli po drugi tekmi, še bo dovolj. Torej v torek okrog 23. ure v Ljudskem vrtu, ko bi se lahko ponovila zgodovina in bi se Slovenija v sredino jutro prebudila z novo vstopnico med evropsko elito.